in seveda vas vse, ki ste se zdaj naknadno priključili, lepo še enkrat pozdravljam. Današnja delavnica poteka v dveh okvirih. Prvi okvir je slovenski tradicionalni zajtrk. Jaz verjamem, da ste si ga že vsi privoščili, tako da boste zdaj lahko v miru pa umirjeno spremljali tole prezentacijo. Drug okvir je pa tale Evropska noč raziskovalcev, katere glavni dogodek se odvije naslednji teden v petek. Ta današnja delavnica je pa na nek način preddogodek te noči, zato bomo to delavnico tudi posneli in bo potem ta posnetek na razpolago tudi še kasneje na portalu Evropske noči raziskovalcev, tako da če kakšno zadevo bomo mogoče prehitro obdelali ali pa si ne boste uspeli zabeležiti, si lahko to pogledate naknadno, pa mogoče kakšen eksperiment opravite tudi sami kasneje, tako da bojo vsa navodila tukaj noter podana. Tako, jaz predlagam, da začnemo. Takole bom jaz zdaj svojo kamero izključil. Moj glas boste pa še slišali, tako da bo zaslon v celoti vaš. Preden začnemo, bi jaz mogoče izpostavil, da zdrav življenjski slog ne predstavlja samo prehrana. Zdravo prehranjanje pa redna telesna aktivnost sta tista ključna dejavnika varovanja in pa krepitve zdravja, ki prispevate tudi k boljši kakovosti življenja. Tukaj je pomembno tudi, koliko spite, kako obvladujete svoj stres, koliko uporabljate elektronske naprave in tako naprej. Se pa po zadnjih raziskavah nekako kaže, da je ključno vlogo zdravega življenjskega sloga so dobri ali pa kvalitetni medčloveški odnosi. In izkazalo se je tudi, da stres kot tak, kolikor ga ne znamo obvladovati, takole samo trenutek, kolikor ga ne znamo dobro obvladovati, lahko izničimo vse koristne učinke tako zdrave prehrane kot telesne aktivnosti in pa zadosti spanja. Toliko mogoče za uvod, da se orientiramo, da je prehrana oziroma hrana kot taka samo en dejavnik med mnogimi, ki vpliva na naš zdrav življenjski slog. Bi pa zdaj za začetek, da stestiramo tole naše orodje za spraševanjem, jaz z vami delil eno vprašanje, vidite ga tudi na samem zaslonu, zdaj se vam pa prikazuje tudi okvirček, kjer je vprašanje, in sicer kako pogosto doma pripravljate hrano oziroma pomagate pri pripravi hrane, lahko izberete enega izmed ponujenih odgovorov. Te odgovore, ki jih vidite na zaslonu, se vam izpisuje tudi v okvirčku. Vidim, da ste že začeli odgovarjati, ko boste pa odgovorili, bom pa jaz z vami delil potem te rezultate. Tako da vidimo, da nam gre kar hitro, vidim tudi, da ste kar vešči, tako da zadeva vam dobro teče, več kot polovica vas je na vprašanje že odgovorila. Kakšni so vmesni rezultati, pa zaenkrat še ne bom povedal, da ne bom preveč vplival. Meni kaže. Ne? Dobro, upam, da večini kaže. Zdaj odvisno je tudi, kakšne imate nastavitve na napravah, tako da bomo saj s tem z dvema tretjinama verjetno kar uspeli. Tako da zdaj tisti, ki ne morate odgovarjati, se opravičujem, boste odgovorili pa bolj zase. Zdaj tisti, ki ste mogoče na telefonih ali pa nimate zadeve nastavljene na način, ki bi vam to omogočala, verjetno to ne bo izvedljivo. Tako, zdaj slabih 80% vas je že odgovorila, tako da bom jaz zdaj tole vprašanje, še jih imamo nekaj, počasi zaključil. Tako, in zdaj z vami delil rezultate. Torej, to, kar vidite, 27%, torej slaba tretjina vas hrano pripravlja vsak dan oziroma pri tem pomaga. Največ vas to počne večkrat na teden, ne mogoče vsak dan, kakšna petina občasno. Vas je pa manj ali pa praktično eden od dva, ki sta odgovorila, da hrane ne pripravljata samostojno oziroma pri tem niti ne pomagata. Nekateri imajo večje veselje, drugi manjše, ampak me veseli, da tovrstne izkušnje že imate. Torej pomeni, da kaj že tudi veste o varni pripravi hrane,
kaj pa bomo mogoče danes še izpostavili. Glede na to, da vas je večina učencev 6. razreda, torej imate že kar nekaj gospodinjstva za sabo, nekaj pa še pred sabo, tako da verjamem, da vam bojo te vsebine prišle prav tudi tekom tega šolskega leta. Jaz bom zdaj prenehal deliti, kolikor okvirček še vedno vidite, pa ga v zgornjem delu lepo zaprete, pa vam bo izginil iz ekrana. Mi pa nadaljujemo na naslednjo zadevo. Zdaj omenili smo prehrano kot enega od dejavnikov zdravega življenjskega sloga. Tukaj bi pa zdaj razčistili še eno zadevo, in sicer kakšna je razlika med zdravo pa varno hrano. Torej, zdrava prehrana kot taka ali pa zdravo prehranjevanje vključuje na eni strani uravnoteženo hrano, ki ohranja in krepi človekovo zdravje, mora biti pa ta hrana tudi varna. Za začetek mogoče samo par besed o uravnoteženi hrani, ki pa danes ne bo predmet našega zanimanja. Eno je seveda, kako uravnotežite obroke. Zdaj zajtrk ste že zaužili, torej ste določen del energije že zaužili. Drug del uravnoteženosti pa seveda je vnos hranilnih snovi. Tukaj bi mogoče samo izpostavil, da bolj pestra kot je naša prehrana, bolj pestra je tudi naša črevesna mikrobiota, ki ima pa zelo pomemben vpliv potem tudi na naš imunski sistem, torej s tem vplivamo tudi na našo odpornost na druge bolezni. Področje, s katerim se bomo pa mi danes srečali ali pa v katerega se bomo nekoliko bolj poglobili, je pa področje varne hrane. To gre pa za tiste zadeve v hrani, ki jih običajno ne vidimo in kako jih preprečimo. Zdaj tukaj tale slika, ki jo vidite pred sabo, je seveda taka simbolična. Tukaj imamo v mislih različne dejavnike tveganja, je pa možno vse te like uspešno pregnati oziroma preprečiti, da bi nam grenili potem naše obroke ali pa konec koncev povzročili kakšne zdravstvene težave. Preden se lotimo pa dejavnikov tveganja, bi pa izpostavil tale koncept, ki ga imenujemo od polja do mize ali pa od vil do vilic, in označuje pot hrane, ki jo ta prepotuje, preden pride na našo mizo, in kako pomembno je, da vsi členi v tej verigi izvajajo določene ukrepe, s katerimi zagotavljajo varno hrano. Pa naj bo to pridelava na kmetiji, potem predelava v samih tovarnah, živilska industrija, v prehranskih obratih in pa prodaja v trgovini. Člen, katerega si bomo pa mi danes pogledali bolj podrobno, je pa ta priprava doma. Nekoliko se bomo dotaknili samega nakupovanja živil, transporta do doma, potem pa kako s hrano ravnamo v domačem okolju. Pogosto je med potrošniki zmotno prepričanje, da v kolikor oni hrano plačajo, da niso dolžni za nič v zvezi s tem poskrbeti. Se pa zgodi, tudi zelo pogosto, da potem potrošnik zaradi napak v domači kuhinji lahko izniči trud celotne verige pred tem, ki je pod takšnim drugačnim nadzorom. Zdaj mogoče verjetno si ne predstavljate, da bi v vašo domačo kuhinjo prišel kakšen inšpektor preverjati, kako vi s hrano ravnate. Torej tukaj celotna odgovornost na vas, pa potem tudi same posledice. Ogrožene skupine prebivalstva tudi v zadnjem času večkrat slišimo zanje, to so starejši, nosečnice, otroci in pa imunsko oslabljene osebe, torej tiste, ki imajo že kakšne bolezni, ki vplivajo na njihov imunski odziv. Tako kot pri ostalih boleznih, tudi nalezljivih, je tudi pri okužbah s hrano pomembno oziroma so najbolj izpostavljene ali pa najhujše posledice ravno pri teh skupinah. Zdaj, otroci, ste starejši kot so, prej zapustijo tole ogroženo skupino. Zdaj pa, če si pogledamo tale naš virtualni krožnik, pa bomo na tem krožniku razložili, kakšne dejavnike tveganja lahko pričakujemo, potem bomo nadaljevali pa z ukrepi, kako jih obvladujemo. Prvi možni ukrep, oziroma prva skupina dejavnikov tveganja je ta, na katero običajno tudi najprej pomislimo, in to so bakterije, virusi, paraziti, nekako to skupino imenujemo mikrobiološki dejavniki tveganja. Druga skupina
so tako imenovani fizikalni dejavniki tveganja. To pa pomeni, da se v hrani znajdejo stvari, ki tja ne sodijo, lahko pa povzročijo kakšne poškodbe. Zdaj, ali so to kakšni koščki od opreme, od našega orodja, lahko so kakšne kosti v tistih živilih, kjer jih ne pričakujemo, na primer v filejih, potem kakšen nakit, vkolikor tega ne odstranimo, preden s hrano začnemo delati. Tretja skupina so pa kemijski dejavniki tveganja. Zdaj so nekoliko bolj pomembni so v predhodnih členih verige, torej kaj vse se uporablja pri pridelavi, predelavi hrane. Kemijsko tveganje, ki se pa znajde v naši domači kuhinji, so pa predvsem naša čistila, ki jih potem uporabljamo za čiščenje in seveda moramo biti tukaj pozorni, da nam ne zaidejo v hrano. Bi pa na tem mestu izpostavil še en kemijski dejavnik tveganja, ki je postal pomemben v zadnjem času, to je pa akrilamid. Nekako se domneva oziroma vemo zdaj, da akrilamid nastaja v tistih živilih, ki vsebujejo škrob. To se dogaja pri visokih temperaturah pa pri nizki vlažnosti. Zdaj tipična predstavnika te skupine živil imate na tej sliki, torej toast in pa pomfri. Pri temperaturah, ki so nižje od 120 stopinj, do tega ne prihaja, pri višjih pa ja, in bolj kot ta živila zapečemo, več akrilamida nastaja. In seveda več kot tega zaužijemo dolgoročno, seveda pride lahko tudi do kakšnih zdravstvenih posledic. Je pa zelo enostavno se temu izogniti, in sicer, če upoštevamo načela uravnotežene prehrane, se izognemo tudi tveganju, ki bi ga lahko predstavljal akrilamid v živilih. Zelo pomembno v zadnjih letih pa postaja tudi področje alergenov. Verjetno ste zdaj zasledili, na predpakiranih živilih so bili alergeni označeni že prej, zdaj jih pa označujejo tudi na gotovih jedeh, na menijih, restavraciji. Tudi zdaj, če hrano naročate na daljavo, online, na teh ponudbah mora biti informacija o prisotnosti alergenov. To je teh 14 so tisti, ki so obvezni, da jih označujemo. Je pa ta informacija oziroma obvladovanje alergenov zelo pomembna seveda za tiste, ki so občutljivi na eno ali pa celo več od teh sestavin, ki jih vidimo tukaj. Zdaj, naslednja zadeva, ki bi jo z vami delil, torej naslednje vprašanje, je pa, ali se strinjate s temi trditvami. Samo trenutek. Takole, jaz sem zdaj vprašanje, ja, kar odgovorite na vprašanje, ni potrebno v mikrofon. Torej, ali trditev drži ali ne drži. Torej, odgovorite drži, ne drži ali ne vem, in sicer na prvo, drugo in pa tretjo. Tako da zdaj nekako bi se vam prikazal okvirček, vidim, da ste že začeli z odgovori. Meni nič ne kaže. Ne. Zdaj se opravičujem tistem, ki jim ne kaže, tako da boste potem spremljali rezultate od ostalih. Tudi rezultatov pa ne vidim jaz. Tudi ne, dobro. Očitno je tukaj neka tehnična ovira, da vsem to ni prikazano, tako da mislim pa, da večina bo lahko odgovorila. Meni je pokazano. Je, super, no, me veseli. Sem pa ta vprašanja oziroma te trditve pred nekaj leti zastavil tudi učencem 6 razredov večjih ljubljanskih šol. Gre za enega od projektov, ki je potekal pod okriljem Mestne občine Ljubljana. Tako da sem se pri današnji delavnici odločil, da bi nekatere od teh vprašanj ponovno zastavil, potem pa z vami delil ugotovitve tiste raziskave takrat. Dobro, 80%, tako nekako smo imeli prej, vas je odgovorili, tako da bom jaz zdaj zaključil tole vprašanje in pa z vami delil odgovore. Torej, da je zastrupitev oziroma okužba s hrano lahko smrtno nevarna, se vas strinja 86%, eden smatra, da to ni res, 10% meni, so se opredelili za odgovor, ne vem. Niste pa tako
prepričani ali pa tako enotni pri drugi trditvi, in sicer, da je možnosti za zastrupitev s hrano ste nekako razdelili na pol-pol, torej 40% smatra, da je zelo malo možnosti, da bi se s hrano zastrupili, druga možnost se s tem ne strinja, druga skupina se ne strinja, en del, 16% je neopredeljenih. Kje je večja verjetnost, da se zastrupimo s hrano doma ali pa v restavraciji, ste pa nekako potrdili tudi tisto, kar se je potrdilo pred parimi leti. In če si pogledamo tisto, kar smo ugotavljali v takratni raziskavi, je, da tako šestošolci, pa tudi starejši, pa odrasli, nekako pri tovrstnih vprašanjih pokažejo visoko raven resnosti, torej se v veliki večini strinjajo, da okužbe in zastrupitve s hrano ogrožajo zdravje. Po drugi strani pa smatrajo, da je to manj verjetno, da bi se to njim zgodilo, še manj je verjetno, da bi se to zgodilo doma. Manj zaupanja imamo običajno, če nam hrano pripravi nekdo drug, kot če si jo pripravljamo sami. Tudi nekako smatramo, da je v manj razvitih državah več okužb kot pa v razvitih, medtem ko podatki, ki jih pa lahko pogledamo kasneje, se pa izkaže, da je največ zastrupitev in pa okužb s hrano ravno posledica napak v domači kuhinji. In tukaj se potem pokaže rezultat tega, da se dostikrat ne zavedamo. Izpostavili smo 3 oziroma 4 skupine dejavnikov tveganja, bomo se pa danes nekoliko bolj posvetili mikrobiološki varnosti, torej tem dejavnikom tveganja, ki običajno povzročijo posledice za zdravje najhitreje in tudi najbolj burne. Zdaj o mikroorganizmih, bakterijah ste verjetno se pri katerem od predmetov že pogovarjali, tako da bi jaz na tem mestu mogoče samo ponovil, kakšni so pogoji, ki jih bakterije potrebujejo za rast: vlaga, hrana in pa toplota. Potem se seveda bakterije delijo naprej, nekaterim odgovarja kisik, drugim ne. Je pa še en pomemben dejavnik tukaj, ki ga moramo pri varni hrani upoštevati, to je pa čas, v kolikem času se bakterije začnejo razmnoževati in kako hitro to razmnoževanje poteka. In z ukrepi, ki si jih bomo pogledali v nadaljevanju, bomo v bistvu videli, da z njimi vplivamo bodisi na to, da odstranimo hrano, vlago ali pa njihovo toploto. In to je zelo podobno kot tale požarni trikotnik, ki ga tudi verjetno že poznate, da rabite, da pride do ognja, rabite toploto, kisik in pa gorljivo snov, in če ene od teh komponent ni, potem ni ognja. Podobno se dogaja tudi z mikroorganizmi, z bakterijami. Vkolikor enega od dejavnikov, ki jim omogoča rast in razvoj, pa razmnoževanje odstranimo, potem do tega razmnoževanja ne bo prišlo. Svetovna zdravstvena organizacija, pa tudi naš Nacionalni inštitut za javno zdravje izpostavljata 5 ključnih korakov za zagotavljanje varne hrane, skozi katere se bomo zdaj sprehodili in nekaj od teh potem skozi eksperimente tudi demonstrirali. Prvi ukrep, oziroma prvi preventivni ukrep je, da uporabljamo varno pitno vodo in pa varne surovine. Zdaj, glede na to, da nas je večina priključena na javni vodovod, z varno vodo ne bi smeli biti težav. Medtem ko varne surovine so odvisne od tega, ki jih kupujemo, pa potem kako z njimi ravnamo, preden jih uporabimo kot surovino za pripravo gotovih jedi. To pomeni, da seveda pred uporabo očistimo in pa operemo sadje in zelenjavo, oziroma da uporabljamo živila pred iztekom roka uporabe. Drug ukrep je vzdrževanje čistoče. Seveda slika prikazuje tisti najbolj pomemben del, umivanje rok, spada pa v ta paket ukrepov tudi skrb za čiste delovne površine, čiščenje pribora in opreme, in pa preprečevanje dostopa mrčesa in pa drugim živalim do naše hrane, oziroma do kuhinje in pa do hrane. Tretji paket ukrepov je ločevanje živil, torej surovo meso, ribe, morski sadeži, te vedno shranjujemo ločeno od drugih živil, torej da ne prihaja med njimi do kakšnega stika. Tudi uporabljamo ločen prebor, nože pa kuhinjske deske za surova živila, pa potem za gotova živila. Živila tudi shranjujemo v ločenih posodah. Toplotna obdelava je potem tisti skorajda glavni ukrep obvladovanja mikrobioloških dejavnikov tveganja, pa naj bo to pri mesu, ribah, morskih sadežih. Poskrbimo, da je toplotna obdelava temeljita,
Živila, ki zahtevajo tukaj posebno pozornost, so zlasti mleto meso, perutnina, pa večji kosi, kakšne pečenke, krače in pa tako naprej. Pomembno je tudi, da zagotovimo zadostno pogrevanje potem predhodno pripravljene hrane. In zadnji pomemben korak oziroma ključni ukrep je pa shranjevanje živil pri ustreznih temperaturah, torej toplotno obdelana, pa potem hitro pokvarljiva živila moramo po pripravi bodisi čim prej porabiti ali pa potem ohladiti v hladilniku. Medtem ko dobro, imamo malo zvočnih efektov, mislim, da bomo zdržali do konca. Seveda pa nobeden od teh ukrepov ni 100-odstoten, zato kljub temu, da včasih vsem ukrepom, ki jih poznamo, se jih pa v praksi nedosledno držimo, pa jih ne izvajamo, pride do situacije, ki jo opisuje teorija švicarskega sira. Torej vsi ti ukrepi, če bi jih takole postavili kot rezine sira, so nekoliko kljuknjasti, si ne umijemo dobro rok, pa na primer uporabimo ne najbolj čisto surovino, si tudi rok ne umijemo, ampak potem, ker to živilo toplotno obdelamo, preprečimo s to zadnjo rezino, da bi prišlo do bodisi kakšnih hujših zdravstvenih težav. Torej, do težav pride takrat, ko več od teh ukrepov ali jih opustimo ali jih pa ne izvajamo dosledno. Ravnanje oziroma začeli bi mogoče pri nakupu živil. In sicer kako živila nakupujemo, glede na vaše izkušnje verjamem, da ste vsej prisotni, kolikor tega ne počnete sami. Torej, že pri nakupu je pomembno, da preberemo označbo na deklaraciji, preverimo rok uporabe, preden živilo kupimo, kakšna je sestava živil. Podatek o sestavi živil je zlasti pomemben za tiste, ki imajo alergije na določene sestavine. Na teh deklaracijah so tudi navedena navodila, in sicer navodila za shranjevanje, potem doma in pa za uporabo. Pozorni smo, da embalaža ni poškodovana, pri neembaliranih živilih smo pa seveda pozorni, kakšne so barve, oblike, vonj, svežost. Okušamo pa hrane v času nakupovanja ne. Na poti domov, čas prenosa naj bo čim krajši, običajno je to zadnji opravek pred odhodom domov. Za tista živila, ki so pa v trgovini hranjene v hladilniku ali pa zamrzovalniku, pa naj bi uporabili hladilno torbo oziroma izolirno vrečko in na ta način zagotovili hladno verigo. Potem, ko pridemo domov, seveda hrano zložimo, zdaj bomo malo prevrteli zadevo naprej, je pa pred pripravo pomembno, kakšna je naša osebna urejenost. In na tej sliki vidimo na levi strani ustrezno urejeno osebo, na desni pa nekoliko manj. Seveda gre tukaj zdaj za profesionalnega delavca, ampak nekaj podobnega ali pa podobne ukrepe upoštevamo tudi doma, torej uredimo naše lase. Zdaj, če že ne uporabljamo kape, jih pa dobro spnemo. Uporabljamo predpasnik, snamemo ves nakit, naši nohti niso nalakirani, med pripravo hrane ne uporabljamo mobilnega telefona, ne uporabljamo nakita, pozorni smo tudi na rane. Zelo pomembno je, kakšne so naše roke. Seveda najprej je pomembno, da so zdrave, brez poškodb. V primeru, da imamo kakšne rane, ureznine in opekline, je treba rano oskrbeti in jo pa nepropustno zaščititi. Če se nam rane na roki zagnojijo, je nevarnost prenosa na hrano zelo visoka in lahko pride potem tudi do okužb s temi bakterijami. Moramo vedeti, da nekateri na zdravi koži rok nosijo stalno prisotne bakterije, ki sicer ne povzročajo okužb preko kožbe, če pa zaidejo v hrano, se pa ta zadeva potem razvije nekoliko drugače. Izpostavil bi nohte. Ob neprimerni negi, oziroma če nohti niso kratko pristriženi, to predstavlja potencialno mesto za zadrževanje tako mikroorganizmov kot jajčec, parazitov, zato je pomembno, da so nohti, kot rečeno, kratko pristriženi, s tem pa tudi zmanjšamo nabiranje nečistoč. Lak na nohtih, to velja predvsem za ženski del občinstva, ta lak lahko razpoka in te razpoke na laku predstavljajo potem dodatno mesto, na katerem se mikroorganizmi lažje zadržujejo. Higiena rok, zdaj počasi bomo zaključili s tem teoretičnim uvodom, pa potem pridemo na praktični del. Torej, higiena rok ni samo umivanje rok, je pa res, da je umivanje rok ključen preventivni ukrep v naši kuhinji.
Razkuževanje rok v kuhinji načeloma ni potrebno, to pa zato, ker z umivanjem, z doslednim ali učinkovitim umivanjem rok odstranimo vse tisto z naših rok, kar bi lahko vplivalo na varnost končnega živila. Tako da ima umivanje absolutno prednost, kako do tega pridemo pa v nadaljevanju. Med higieno rok uvrščamo tudi nego, ker pogosto umivanje rok kožo izsuši, je to zato namen nege, da jo obnovimo, da obnovimo obremenjeno kožo. Je pa to pomembno, ker na poškodovani, vneti ali pa izsušeni koži se lahko naseli veliko več mikroorganizmov, tudi tistih, ki povzročajo okužbe s hrano. Poškodovane roke so tudi bolj obremenjene, umivanje poškodovanih rok, napokane kože je pa zaradi tega tudi manj učinkovito. Rokavice niso popolnoma nepropustne za mikroorganizme, pred uporabo rokavic moramo roke prav tako umiti in pa usušiti, torej jih uporabljamo le za določena opravila in pa kratek čas. Pomembno je pa pri tej zadevi izpostaviti eno zadevo, če že uporabljamo rokavice pri delu živili, jih nikoli ponovno ne uporabimo. Torej, ko jih enkrat snamemo, potem roke ponovno umijemo, rokavice pa zavržemo. Torej, uporaba rokavic ne nadomesti umivanja rok. In zadnji element higiene je pa princip nedotikanja. To pa pomeni, da ko imamo enkrat roke umite, se ne dotikamo lastnega telesa, ne dotikamo se obleke, nečistih površin, pripomočkov, predmetov, naprav, ampak takoj začnemo z delom. Potem pa seveda je treba biti pozoren, kaj počnemo in kdaj je potrebno roke potem spet umiti. Zdaj bi pa seveda, če bi imeli tole delavnico v učilnici, bi izvedel tak lušten eksperiment z oljem in cimetom. To lahko potem seveda po zaključku naredite tudi sami doma. Kolikor imate kakšne kožne alergije, potem predlagam, da cimeta ne uporabljate, in sicer kaj naredimo. Izberemo 3 prostovoljce oziroma lahko bi razred razdelili v 3 skupine, ki bi si roke namazali najprej z oljem, torej uporabimo jedilno olje. Cimet bojo po našem primeru predstavljale, bo nadomestek za bakterije, torej vsaka pikica cimeta predstavlja bakterijo, torej smo jih nekoliko povečali. Potem pa pristopimo na sledeč način. Ena skupina oziroma en prostovoljec bi roke umil samo s hladno vodo, brez uporabe mila. Rezultat bi bil sledeč, če bi pogledali tukaj gor, vidimo, da je s hladno vodo zelo težko odstraniti mastne površine z rok, pa sam cimet, in vidimo tukaj za nohti je ta cimet še vedno prisoten. Druga skupina oziroma drug prostovoljec ali pa druga aktivnost je umivanje rok brez mila, ampak z uporabo tople vode. Zadeva je nekoliko boljša, ampak tudi v tem primeru vidimo na spodnji sliki, da nam cimet še vedno ostaja na prstih, na odtip so roke še vedno maste. Tretja skupina oziroma tretji prostovoljci pa roke umije s toplo vodo in pa z milom. V tem primeru zdaj so pa roke bistveno bolj čiste in tudi na vtip so bolj prijetne. Kaj se na tem mestu dogaja? Z milom spremenimo površinsko napetost in vse, kar je na koži mastnega, postane topno v vodi. Veste že iz eksperimentov v nižjih razredih, da olje se v vodi ne topi, začne se pa topiti, če uporabimo milo oziroma pri posodi uporabljamo detergent, s tem pa omogočimo, da se ta umazanija na naših rok rahlo dvigne in jo potem z vodo odplaknemo. Kar se temperature vode tiče, tukaj mogoče bi opozoril eno zadevo, in sicer, da temperatura vode ni bistvena za učinkovito umivanje rok, je pa težava, če uporabljamo preveč hladno ali pa preveč vročo vodo. Vsa temperatura vode, ki gre prek 45 stopinj, sploh v kombinaciji z milom, hitreje povzroči izsuševanje kože, tudi izguba vode preko kože je zaradi tega hitrejša. Torej se je treba izogibati vroči vodi pri umivanju rok. Hladna voda po drugi strani pa zmanjša učinek penjenja, se pravi milo ni več tako učinkovito, pa veste tudi sami, da če vas v roke zebe, da to opravite zelo hitro in potem umivanje rok ni dovolj učinkovito. Pri tehniki umivanja rok, jaz mislim, da zdaj pa res ne rabim posebej več izpostavljati, zaradi trenutne epidemije se higiena rok pa sama tehnika poudarja na vsakem koraku, tudi če se spomnite iz šole,
imate te sheme izobešene na večjih koncih, pa kljub temu nekako opažamo na teh slikah s kakšnim takim posebnim gelom, katera so tista mesta, ki jih običajno spuščamo. In vidimo, da za nohtje, to, kar smo videli tudi na fotografijah pri eksperimentu z cimetom in oljem, zapestja in pa kakšen palc. Tudi na fotografiji skrajno desno vidite, da pod nakitom, ki se nahaja na rokah, pogosto težko operemo roke, oziroma jih učinkovito umijemo, zato je zelo pomembno, da seveda nimamo nobenih okraskov na rokah, kadar rokujemo z živili. Tole pa je en eksperiment, ki ga pa ne izvajam jaz, oziroma en tak preizkus, ki so ga izvedle učiteljice v tujini. In sicer vidimo dotik roke pa toasta oziroma kosa kruha v prvem primeru z umazanimi rokami, potem pa v drugem primeru po razkuževanju in v tretjem primeru po umivanju z vodo in milom. Zdaj, zakaj razkužilo v tem primeru ni bilo učinkovito? Ja, do tega potem pride tako, da so kruh zapakirali v vrečke in ga pa pustili na okenski polici, da so se potem tele plesni razvile. Zdaj, zakaj razkužilo ni tako učinkovito kot voda in milo? Če razkužujemo roke, ki predhodno niso bile dovolj čiste oziroma niso bile umite, potem razkužilo reagira z umazanijo, zmanjka na koncu razkužila pa za tisto, kar bi mogel biti prisoten, torej da bi uničil same bakterije. Gasite kamero, vrej. Zdaj vidim, da nekateri bi vseeno rad sodelovali v živo, pa predlagam, da se na koncu potem kamere priključi pa nadaljujemo. Šele v primeru, ko uporabimo vodo in milo, pa iz površine odstranimo vse bakterije, viruse in pa parazite. Naslednja zadeva, ki bi jo še izpostavil pred naslednjim eksperimentom, je navzkrižno onesnaženje živil. To je v bistvu en tak princip ali pa potovanje bakterij, kot prikazuje zgornja leva fotografija oziroma karikatura, ko nekako malo poštopajo pa se prenašajo iz enega mesta na drugega. To je možno bodisi zaradi neposrednega stika živil, kot lahko vidite na tej fotografiji, bodisi zaradi naših rok, ker jih nismo dobro umili ali jih pa ne umivamo. Lahko se to dogaja v hladilniku. Zelo pogost vir navzkrižnega onesnaženja predstavljajo kuhinjske krpe, zato ker jih nekateri uporabljajo tako za brisanje delovnih površin, za brisanje posode in za brisanje rok. Torej v tem primeru je pomembno, da krpe med sabo ločujemo glede na namen. Delovne površine in seveda tudi, če nam v kuhinjo zaide kakšna žival, bodisi večja, bodisi manjša, lahko prenaša različne bakterije, ki jih zanese na tisto hrano, za katero pa mi smatramo, da je že primerna za uživanje. Pa tudi med samim nakupovanjem moramo biti pozorni, kako rokujemo živili, sicer kolikor so predpakirana, tukaj ni težav, kolikor imamo pa nezaščitena živila, oziroma nepakirana, pa lahko pride zaradi neposrednega stika ravno tako do navzkrižnega onesnaženja. Na tem mestu velja izpostaviti eno pravilo, in sicer pravilo pranja perutnine oziroma odsvetovanja pranja perutnine. Pranje surovega perutninskega mesa zato ni priporočljivo, ker bi po eni strani mogoče bi zmanjšali onesnaženost površine mesa, bi pa zaradi nastanka vodnega aerosola, kot vidimo v tem primeru, zaradi škropljenja, raztresli mikroorganizme po kuhinjskih površinah, opremi in pa priboru. Halo? Ja, kot rečeno, bomo vprašanja pa vse, kar je odprtih dilem, razčistili na koncu, tako da kar počakate, če lahko počakate do konca. Torej, kot prikazuje tale fotografija, zdaj, če bi bila površina onesnažena s salmonelo, bi zaradi pranja tega piščanca v kuhinjskem koritu te salmonele raztrosili po celotni površini, na vaši desni na ostalo hrano. Tako. Učitelj, Ja, prosim. da bomo pa končali? Kmalu. A se vam že mudi? Torej, naslednji eksperiment, ki si ga lahko pogledamo, je demonstracija, kako navzkrižno onesnaženje prenesemo s krompirja na jabolko. V tem primeru sem uporabil dva
sterilna kozarca, oziroma bi jih lahko tudi oprali z vročo vodo. Potem sem najprej olupil krompir kot nečisto živilo, ker je v stiku z zemljo. Sledil je potem lupljenje jabolka in pa rezanje, pri čemer sem potem to zložil te koščke jabolka v en kozarec. Potem sem si pa roke dobro umil s toplo vodo in pa milom, nož pa opral z prav tako toplo vodo in pa detergentom. Na tem mestu, potem podobno kot s prvim jabolkom, sem ga olupil in zrezal v drug kozarec. To počakamo potem 7 dni. Tole je pa rezultat. V tistem kozarcu, kjer se nahaja jabolko, ki sem ga olupil z nečistimi rokami in pa z nečistim nožem, je prišlo do porasta s plesnijo, medtem ko na levem jabolku vidimo, v levem kozarcu vidimo, da pri jabolku ni bistvenih sprememb. Seveda to ne pomeni, da mi hrano puščamo na okenski polici za 7 dni ali pa celo več, ampak v tem primeru vidimo zelo tak ilustrativen prikaz prenosa umazanije s krompirja na jabolko. Zdaj gremo pa še na zadnji eksperiment, kjer si bomo pogledali, kako temperatura vpliva na rast mikroorganizmov. Tole je pribor, ki ga potrebujemo. In sicer, rabimo led, toplo vodo oziroma vročo vodo, kozarec, 2 balona, 2 taki bučki, v tem primeru sem uporabil kar bučke od oranžine, nekaj sladkorja, pa 2 večji čaši. Kako to zadevo lahko naredimo, to lahko potem ponovite tudi doma. Potrebujemo pol litra, 500 ml mlačne vode, kvas in pa sladkor, pa eno žličko. V to pol litra vode zamešamo polovico kvasa in 2 žlici sladkorja. Vse to dobro premešamo, da se kvas in sladkor raztopita in pa pomerimo temperaturo. Zdaj v tem primeru vidimo, da je bila temperatura 23 stopinj. Kvasovke so v tem primeru naš mikroorganizem, sladkor predstavlja hrano za njih, voda pa vlago. Torej smo izpolnili vse 3 pogoje, prva 2 pogoja, razen same temperature. Vsebino te mešanice potem razdelimo na 2 dela. V prvo čašo 250, v drugo čašo pa drugih 250 ml. Potem lahko namestimo 2 balona in eno čašo postavimo v ledeno hladno vodo, drugo pa v toplo vodo. Torej, razlika je zdaj samo v temperaturnem okolju, kjer se kvasovke nahajajo. To sem tudi testiral. Vidite, da v levem kozarcu oziroma v ledeni vodi imamo 3 stopinje, 3,5, v desnem, torej v čaši z rumenim balonom pa 42 stopinj in pol. Potem jaz sem to zadevo spremljal, naredil fotografijo vsake 5 minut. Vidimo, da po 5 minutah se rumeni balon že začne napihovati, po 10 je še bolj. Kaj se dogaja? Kvasovke zaradi hrane, ki jo predstavlja sladkor in pa vlage, pa ustreznih temperaturnih pogojev, začnejo tvoriti ogljikov dioksid, ki napihne tale balon. In vidimo, da po 40 minutah je desni balon že kar konkretno napolnjen, medtem ko modri balon ostaja praktično nedotaknjen. Torej, kvasovke imajo v obeh primerih enako količino vlage, enako količino hrane, edino zadevo, ki smo jo spremenili, je temperaturno okolje. In tukaj pridemo do tistega, kar želim povedati, da pod kakšnimi temperaturami shranjujemo našo hrano. Tale shema prikazuje na vaši desni, da bakterije z zamrzovanjem ne uničimo, torej samo počakajo. Tudi v hladilniku bakterij ne uničimo, ampak kot prikazuje tukaj tale slika, jih nekoliko zebe, se pa ne razmnožujejo. Torej, hrano obdržimo v stanju, kakršno smo jo v hladilniku postavili. Je pa tukaj zelo pomembno, da vemo, kakšna je temperatura v našem hladilniku. Nevarno temperaturno območje oziroma tisto temperaturno območje, ki se mu želimo izogniti, je pa tole med 5 in 63, seveda najbolj idealno za njih je tam okrog 40 stopinj, 37 stopinj je temperatura našega telesa in to je najbolj ugodno za rast in pa razmnoževanje mikrobov. Potem pa, ko temperaturo začnemo povečevati,
pa seveda žive oblike bakterij uničimo. V idealnih pogojih, v tem območju okrog 20 do 40 stopinj, vidimo, da pride do hitrega deljenja. Bakterije se množijo tako, da se celice delijo. Seveda, če bi imeli mi samo eno bakterijo, bi trajalo kar nekaj časa, eno kvasovko bi trajalo kar nekaj časa, da bi prišlo do napihovanja balona. Ker smo jih imeli pa ogromno število, je tudi ta reakcija tvorbe CO2 stekla zelo hitro in zato se je tudi balon v 40 minutah zelo hitro napihnil. Zdaj, CO2 pa kvasovke mi izkoriščamo zato, da nam vzhaja na primer kruh. Podobno pa delujejo tudi nekatere nam nevarne bakterije in taka je na primer rok stafilokok, jaz ga tako imenujem, ki je pa sposoben tvoriti kakšne toksine, torej strupe, in ti strupi so pa termostabilni. Kaj to pomeni? Da če mi hrane, temperature v hladilniku nimamo ustrezne ali pa je previsoka, pride do takšne tvorbe tega toksina, da ga potem tudi s toplotno obdelavo ne moremo uničiti. In zato je zelo pomembno, kaj se s hrano dogaja prej. V hladilniku je pogosta zmota, da tisti, ki imate ali pa imamo nekoliko starejše hladilnike, imamo na robu en takle gumb z številkami od 0 do 7 ali pa od 0 do 8 in večina smatra, da so to stopinje. Ampak temu ni tako, to so stopnje hlajenja, kar pomeni, da če mi damo tale gumb na dvojko, pomeni, da hladilnik zelo slabo hladi in so temperature skoraj gotovo prek 10 stopinj Celzija. Medtem ko pri enoti 7 je pa moč hlajenja najvišja, v teh primerih nam pa hrana že zmrzuje. Torej, s tem nastavimo hlajenje, ne nastavimo pa stopinj. Torej, če želimo vedeti, kakšna je temperatura v našem hladilniku, torej, a smo v tem varnem območju, je pomembno, da namestimo kakšen termometer, kolikor nimamo displeja, ki bi nam prikazoval, kakšna je temperatura našega hladilnika. Temperatura je tudi zelo pomembna pri postopkih pogrevanja, ohlajevanja in pa odtajevanja. Torej, ko hrano pogrevamo, in moramo to narediti zelo hitro, zato da čim prej preidemo skozi nevarno območje. Ko hrano ohlajamo, torej tisto, kar nam ostane, jo moramo tudi zelo hitro ohladiti, da prav tako v obratni smeri pridemo do čim prej preidemo to nevarno območje. In tretja zadeva je odtajevanje. Odtajevanje hrane naj bi vedno potekalo bodisi v hladilniku, bodisi pod tekočo hladno vodo, kolikor imamo predpakirana živila, ali pa v mikrovalovni pečici. Nikoli hrane ne oddaljujemo na kuhinjskem pultu preko noči. Zakaj? Zato, ker pride do nekontroliranih temperaturnih pogojev in je površina mesa v tem primeru potem dalj časa na tistem temperaturnem območju, torej sobna temperatura tam okrog 20 stopinj in bakterije, ki so na površini mesa naravno prisotne, se začnejo razmnoževati, medtem ko sredica mesa seveda se še ni popolnoma odtajala. Tako, zdaj zaključujemo tole naše srečanje, pa bi jaz zdaj samo preveril, ali smo se od tele današnje ure kaj naučili in sicer bom z vami delil še zadnje trditve, vi boste pa samo povedali, ali te spodaj zastavljene trditve držijo ali ne držijo. Potem bomo pa odprli razpravo. Vidim, da v klepetu se veliko dogaja, ampak verjetno v drugo smer, kot bi pa si jaz to želel. Tako da vprašanja so v teku, zdaj upam, da vidite zadevo in lahko začnete z odgovarjanjem. Učitelj, jaz pač ne vidim. Ne, v redu, potem vi ne boste odgovarjali, upam, da ostali vidite. Glede na to, da ste že začeli z odgovori, verjamem, da temu je tako. Tako da dva sta že odgovorila, pa bomo počakali, da vas večina odgovori. Potem bomo pa pokomentirali rezultate. Jaz bom pa na ta način videl, ali sem bil uspešen pri razlagi teh osnovnih preventivnih ukrepov ali bo potrebna kje kakšna dodatna razlaga. Učitelj, Prosim. Zdaj smo gotovi za tiste tudi, ki ne vidijo tega, pač klikneš eno levo od četa od spodaj, pa ti pač kaže take stolpce in pač pol. Super, hvala, da ste delili to informacijo z ostalimi, tako da bo zdaj vas lahko odgovorili nekoliko več kot pa prej.
Kaj si, Ampak jaz ne moram zaključiti, da bi mi odgovore oddali. Kako? kaj si ti Jaz kliknil? sem odgovore že klikala, sami pa noče zaključiti, da bi jih vi tudi videli. Aha, verjetno mi jih je že, ker jaz vidim samo rezultat vseh odgovorov. Torej, vidim potem samo stolpce. Ja? Jaz nisem razumel to v redu snovi. Kako? Jaz nisem razumel snovi. Niste razumel. No, bomo na koncu boste povedali še kaj tisto, kar niste razumel, pa bomo zaključili. Samo da odgovorimo na tale vprašanja, pokomentiramo, potem, ko bomo pa zaključili s snemanjem, bomo pa odgovorili še na vse dileme, ki so se med delavnico pojavile. Dorjan, prej, ko sem me spraševal, vidiš od spodaj chat, ne? No, klikam eno levo, samo eno levo stran od chata, pa se ti bo pokazalo to. A share screen. Ne rabo share screen. Pa tam, kaj je Dobro. Pulse, klikneš tam, kaj piše Pulse. Pulse, ja, to P-U-L-L-S klikam. Ja. In tega ne kaže. Dobro, zdaj več kot polovica vas je že odgovorila, pa da ne bo vse skupaj mogoče predolg trajal, bom jaz zdaj kar na tem mestu zaključil. Tisti, ki ste lahko odgovorili, ste odgovorili, ostali boste pa zdaj preverili, ali so vaša razmišljanja pravilna. Torej, zdaj, če zaključim, pa delim rezultati z vami. Torej, prva trditev pravi, da pečeno meso in pa neočiščeno zelenjavo lahko shranjujemo v isti posodi, če sta v hladilniku, saj shranjevanje v hladilniku preprečuje rast mikrobov. Tukaj je pravilen odgovor, ne drži. Večina vas je odgovorila v tej smeri, torej sicer preprečimo rast mikroorganizmov zaradi nizkih temperatur, ampak kljub temu prenesemo bakterije iz surovega mesa, torej, iz neočiščene zelenjave na pečeno meso. Zelenjavo bomo potem še oprali, medtem ko pleskavice pa ne bomo več toplotno obdelovali, zato ker je že pečena. Torej, v tem primeru je pravilen odgovor, ne drži. Za brisanje rok, posode in pa delovnega pulta med pripravo hrane zadostuje ena krpa iz blaga. Ne drži in tudi večina vas je to odgovorila, ker v nasprotnem primeru v krpo, če si vanjo brišemo roke, lepo dodajamo vlago, dodajamo hrano, potem pa z brisanjem čiste posode ali pa delovnih površin te bakterije raznesemo po celotni kuhinji. Kadar hrano pogrevamo, jo moramo pogreti zelo hitro, juhe, omake in ostale jedilne žlico je treba prevreti. Drži, tudi tukaj ste večinsko se s tem strinjali, sploh te jedina žlico prevremo, zato da je celotna vsebina doseže tisto temperaturo nad 70 stopinj. Za mikrobe, ki povzročajo hrano, je najbolj primerna temperatura za rast med 20 in 40, drži, večina vas se s tem strinja. To, kot smo pokazali na tisti shemi, je to tisto območje, ki se tem patogenim mikroorganizmom, torej tistim, ki lahko vplivajo, povzročajo zdravstvene težave, najbolj odgovarja. Torej, pri vseh vidim, da nisem bil uspešen, večinsko pa vidim, da smo se razumeli, vsaj za tiste, ki ste lahko odgovarjali na vprašanja. Tako da bom jaz zdaj rezultate prenehal z vami deliti. S tem smo tole našo delavnico v virtualni obliki pripeljali do konca. Kot rečeno, to poteka v okviru projekta Evropske noči raziskovalcev. Delavnica kot taka, ki je bila običajno izvedena v živo, je bila pa razvita v okviru projekta Kaj lahko storim za varno hrano, ki ga je leta 2012 podprla Mestna občina Ljubljana. Ni enako, kot bi bilo v živo, ampak glede na to, da je celotna delavnica zdaj posneta, si jo lahko potem naknadno še enkrat pogledate, pa mogoče kakšnega od teh poskusov izvedete tudi doma. Tako da bomo zdaj na tem mestu zaključili s snemanjem.